pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega prvenstva, še z komentatorskega mesta v Mariborskem ljudskem vrtu. Pred nami je še drugo srečanje tega 13. kroga, kot zagotovo veste. Maribor in Kalcer Radomlje se bosta pomerila. V tej sezoni igra ta nogometaš zvezdne vrste pri Mariboru. Vijoličasti imajo zdaj priložnost. Na koncu je uspelo s precejšnjimi težavami Darku Marjanoviču. Normalno vadi s preostankom moštva, to da ne konkurira za tekme. Tole je zdaj priložnost za Pogačarja, ki je zaključil. Vrhovec. Alvir proti Požegu Vancašu. Požeg Vancaš, ostra podaja pred vrata. Modrinski je zaključil, torej na pravem mestu Darko Marjanovič. Dobra akcija Mariborčanov. Radomljane, Maribor je seveda izraziti papirnati favorit. Milec pošilja žogo v kazenski prostor. Požeg Vancaš še enkrat. To je priložnost in gol! Vendarle zadetek v izdihljajih prvega polčasa. Alvir je zadev. 1-0 za Maribor. In zdaj se je verjetno tale taktika Radomljanov kar naenkrat sesula kot hišica iz kart in prepričan sem, da bomo v nadaljevanju spremljali bistveno bolj privlačno predstavo kot doslej, kajti zdaj je ta, bom rekel, kar bunker Mlinarjev vendarle prebit. Alvir, ki ni prihajal do zaključnih strelov, no zdaj pa se je končno napotil v kazenski prostor tekmeca. Spodrsnilo, no in zdaj proti napad Maribora že na drugi strani. Otresel se Požeg Vancaš svojega čuvaja. Priložnost, Modrinski je pred vrati. Alvir je poizkusil s podajo. Grede Radomljane čaka prihodnjo nedeljo domača tekma z Muro. Tole je zdaj bil uporaben predložek pred mariborska vrata. Še lahko nevarno, pa strel z roba kazenskega prostora, Žbejuk na pravem mestu. Nekaj prostora, toda tale podaja Žuglja je bila poslana malce preveč za hrbet. Še lahko nevarno, Žugelj se bo skušal namestiti na svojo močnejšo levico. Žugelj strelja! Ublažil je precej moč tega udarca Žulj, zato je Lep pozdrav v moji družbi, kapetan Radomelj Luka Cerar. Čestitke za borbo. Dolgo časa ste Maribor doma držali nekako v šahu. Verjetno lahko marsikaj dobrega danes vzamete iz tele tekme. Ja, mislim, da smo dobro stali na igrišču. Borili smo se, kolikor smo se lahko. Bili smo skozi v nekem presingu Maribora, ampak neke šanse, pol šanse smo si ustvarjali, žal nismo zadeli in mislim, da je na koncu vsem rezultat pravičen, da je bil Maribor boljši. Kar nekaj časa vas zdaj ni bilo na zelenicah, počasi se vračate, kako je s poškodbo? Ja, zdaj se dokončno vse zacelali, je tako, kar mora biti. Treba je zdaj priti v nek ritem, tekme manjkajo in tekma po tekmo in mislim, da bo pol želena forma prišla. Marko, čestitke za zmago, na koncu tudi zadetek, ki je odločil tole tekmo, plod vašega dela. Kako ste vi videli tole srečanje z Radomljami? Prvo bih htio čitati svojim suigračima na vrhunskoj igri i prvo drugo povreme. Mislim da smo bili dominantni cijelu utakmicu, da smo mogli zabiti još koji gol, ali eto, mislim da smo svi skupo zadovoljni. Smo uzeli 3 boda. Manjka še ta drugi zadetek, kaj storiti vnaprej, da boste nekako tudi bolj sproščeni? Pa ne znam, mislim da jednostavno trebamo imati malo više mirnoće u fazi napada i mislim da ćemo na taj način postizati više golova. Lep pozdrav še enkrat z roba igrišča, Radovan Karanović, v moji družbi težka, trda tekma. Kako zadovoljni ste vi danes s predstavo Maribora? Moram reći da je najbolj pomembno to da smo danes osvojili 3 točke. To je bio cilj te tekme. Sigurno da smo pričakovali zelo, bi rekel, organiziranega nasprotnika in tudi to su pokazali na igrišću. Branili su se zelo dobro. Mi smo imeli neštetokrat situacije z bočnega položaja, ampak ti centri so bili danes res totalno nenamensko odani. In na koncu res moramo biti zadovoljni, da smo tekmo zmagali. Nekako smo ugotavljali, da morda Mariboru manjka nekaj sproščenosti. Kako to nekako popraviti v naslednjih tednih?
Se strinjam predvsem zaradi tega, ker dejstvo je, da so igralci pod določenim, bi rekel, psihološkim pritiskom zaradi celotne situacije. To ni pozicija, sigurno, katera odgovarja NK Mariboru in normalno, da vsaka tekma potem pride do določenega pritiska. Zdaj sledi tekma proti Taboru iz Sežane na nekoliko specifičnem manjšem igrišču. Kako se pripraviti na tega prihodnega nasprotnika? To so ponavadi zahtevne tekme za NK Maribor in mi bomo vse naredili, da bomo tam odigrali še eno, bi rekel, zelo dobro in zelo zahtevno tekmo, katero želimo sigurno realizirati s 3 točke. Ja, v moji družbi Amir Botonič, pomočnik trenerja Radomelj. Čestitke za borbo, tekma, iz katere lahko mislim, da odnesete kar precej. Nažalost ne točk, ampak dobrih stvari pa je bilo kar nekaj, kaj ne da? Ja, res je. Prvo bi rekel, da je bila zelo dobra tekma. Vse naše občutki so take, da je bila gledljiva, da je bilo veliko nekih priložnosti, veliko nekih situacij, s kateri bi mogoče mi lahko malo bolj odreagirali. Predvsem pa nas moti tista zadnja minuta prvega polčasa, ko nam je malo padla koncentracija in smo nažalost sprejeli gol. Kaj torej še manjka Radomljam, da bodo recimo še bolj konkurenčni na takšnih tekmah? Predvsem nam manjka še izkušenj v prvi slovenski ligi. Manjka nam takih tekem, da enostavno te igralci začutijo ta ritem, da začutijo prvo ligo, da začutijo hitrost igre, ampak mislim, da smo na zelo dobri poti in da bomo ustvarili naš cilj, ki je pred nami. Koliko drugače bo na naslednji tekmi, ko se vam znova pridruži Rok Hanžič, koliko vam je on manjkal recimo na teh 2 zadnjih tekmah? Ma seveda, vsi vemo, kaj pomeni glavni trener. Glavni trener je glavni trener in sigurno je zelo dobrodošlo, da se vrača in da bomo še boljši. Kljub temu bi pa jaz rad povedal, da mi kot tim delujemo zelo dobro in smo usklajeni in ni pomembno, kdo je kje.